Disk, prosim. Disk. RAM. RAM. In sva pripravljena zakrpati pacienta? Sva. Tako, pacient bo še malo pa bo živ. Tema današnje oddaje pa je novo življenje starih naprav. Pred novim letom se nama je obema zgodilo, da sva rabila druge naprave. Jaz sem rabil en dodaten računalnik, pa en dodaten mobilni telefon, ke sva pač nekaj sprobavala. Matjaž je tudi rabil nekaj dodatnih naprav, nekaj za teste, pa to, da se malo loči, kaj bi imel sam, pa kaj bi imel v službi in to. In sva razmišljala, a je boljše kupiti nekaj novega, ke stane zdaj recimo prenosnik, tisti vstopni v akcijah že od 350, 400 pa tole evrov, ampak sva ugotovila, da je to, no, kdo reče, en beljajc. Ja, v bistvu to ni prav zelo zmogljiva reč, nič ne bi pridobila, če bi to šla kupovat, in sva ugotovila, da je veliko boljše vzeti eno rabljeno. Dobro rabljeno. Takrat, ke je bila takrat zelo zmogljiva, zdaj se jo pa dobi že zelo poceni in jo še malo nadgraditi. Kar pomeni v tale ThinkPad, ne vem, koliko let star, 5-6 let star ThinkPad. glavna stvar, kar je, si dal noter disk SSD. Ja, tole je računalnik, ki je bil včasih 1500 in več evrov. Je še zmeraj zelo dobro izdelan in eno od skrajno tako priljubljenih naprav pri geekih, kar pomeni tipkovnica je res za nas, ke veliko tipkamo, taka, kot mora biti. In vse, kar sem temu računalniku dodal, je, da sem mu dodal en disk SSD. Pol nekaj dodatnega pomnilnika, še 2 gigabajta rama, in pa odločil sem se, tako, za preizkus, če lahko preživim z distribucijo Linuxa, in sicer sem izbral Mint Kiana, ki ima vse kodeke tudi za multimedijo narejene, in dobil sem računalnik, ke sem ga kupil za dobrih 100 evrov na spletnem oglasniku. Za SSD si tudi najbrž Za dal SSD še nisem manj. skoraj nič dal, zaradi tega, ker sem ga dobil tako od znanca, ke se mu to nabira, in sem pol samo nekaj malega dal za dodaten pomnilnik, tako da celoten strošek tega računalnika je bil 120 evrov pa nekaj mojega dela. In imam zadevo, ke res šiba ke raketa za vse, kar ni mletje videa. Ampak vse normalno računalniško delo, kar pomeni kompletni internet, vsa recimo kriptirana komunikacija, vse, kar rabiš pa tole. Za 120 evrov, dobra prenosna hišta. No, podobno sem jaz tudi ta svoj prenosnik, ke je sicer precej novejši, nadgradil. Nisem ga, da bi prav zelo rekel, pohitril, ampak sem pa tudi dodal dodaten pomnilnik noter, tako da ga imam zdaj 8 giga noter, kar je v bistvu dosti za karkoli počnem na njem. Pa dodal sem še en disk SSD. Dodaten? Dodaten, ker pač ta sreča pri tem računalniku je bila ta, da sem imel eno dodatno režo, v bistvu za ta M-SATA disk, taka palčka, podobna, malo manjša, kot je tale RAM. Pomnilnik. Tako da sem dodal za v bistvu 200 evrov 480 giga dodatnega diska, kar pomeni, da imam 600 giga diska v prenosniku noter. Polno rama in vsega. Take konfiguracije recimo proizvajalci niti ne prodajajo, 512 je po navadi največ, kar se da kupiti SSD-ja v prenosniku. Stane pa to recimo, ne vem, tam po mojem 400 do 600 evrov več kot osnovna konfiguracija za 128 giga, se pravi, sem za polovico ali pa še tretjino mogoče cene dodal ta Sigurno. disk. Pol naslednji korak je bil mobilni telefon. Dostikrat me tudi kdo vpraša, v bistvu oba, kaj naj kupim od mobilnih telefonov. In recimo tole je Samsung Galaxy S2, ki je bil pred koliko? Tudi že ne 4 leta star. Ne, 3. 2011, v bistvu, ja, zdajle bo 4 leta. Zdajle bo 4 leta star, ampak to je bil prvi tak, eden prvih resnih androidnih telefonov, kjer so lahko tekmovali z iPhoni in so jih ljudje začeli jemati resno. In to je še zmeraj hardwaresko zelo dobra stvar. In vse, kar sem rabil, je spet klasika, spletni oglasnik, dobrih, ne, ni bilo 100 evrov. Vse, kar sem rabil, je nova baterija, glih tako na spletu dobiš novo baterijo. In pa kar sem naredil, je to, da sem ga pač očistil in dal gor cianogen
operacijski sistem, ki je v bistvu tle gor je praktično najnovejša verzija Androida. In tudi tale naprava za približno 100 evrov vse skupaj je koštal in seveda nekaj malega dela pa znanja, ampak tale telefon je za Je zdaj v vse... bistvu zelo podoben kot tale najnovejši Samsungov Galaxy A5, ki bo verjetno pri operaterjih tam nek med 300 pa 400 evrov z vezavo in je v bistvu nekako, razen tega, da ima ta nov večji zaslon, v bistvu najbrž po delovanju zelo tam nekje. Spet odvisno od kakšnih specifičnih aplikacij, ampak to je nekaj, kar za običajnega uporabnika s to konfiguracijo in še dati noter pomnilniško kartico, je spet 3 leta star nekoč tak paraden mobilni telefon, da on še zmeraj izredno uporaben. Tretja naprava, ki je tudi zanimiva. Vojna megapikslov in tole, evo. GF1, poznaš? Eden prvih brezrcalnih fotoaparatov. Eden prvih pravih brezrcalnih fotoaparatov, naslednik Panasonicovega G1, ki je bil pa tak izreden hit med ljubitelji zaradi tega, ki je bil tak majčken. To je pa letnik 2008, se mi zdi, 12 megapikslov in vse. Tole je bilo kupljeno za 50 evrov. Vsega skupaj. In čeprav lahko vidimo nekaj malega, tam recimo na slabša svetloba, pa tole se zelo pozna, ampak če temu 50 evrov dodamo recimo nadgradnjo najnovejšega softvera, naprimer ali nove Elementse ali nov Lightroom, je pa softver v zadnjih 6 letih toliko napredoval, da recimo, ko sem primerjal in JPG in RAW in kaj dobiš ven, da iz tega 6-7 let starega digitalnega fotoaparata, ki je bil takrat spet dober in dobro izdelan, lahko z novim softverom dobimo precej več kot takrat, ki je bil nov. Ja, v bistvu iz teh RAW-jev izvlečeš marsikaj. Ja, v povprečju na šumu je skoraj zaslonka razlike in na tem, koliko dobiš detajlov iz... Dobiš veliko več kot ta da s temi JPG-ji, ki jih pač da ven. Ja, ker JPG-ji so seveda bili mehni. In recimo imaš fotoaparat, ki z nekim malega kompromisi, če bi hotel novega kupiti, stane približno podoben tako, kar se tiče kakovosti, pa nastavitev ročnih in ne vem kaj, 600 evrov. Ja. In to, kar smo pri softveru moramo še tudi to omeniti pri računalnikih, je ista zgodba, ta najnovejši recimo Linux ali pa tudi na Windowsih, če greste na najnovejše 64-bitne različice teh programov, v bistvu to deluje veliko hitrejše, kot so delovali ena ali pa dve verzije nazaj. Tako da tudi s tem se da pridobiti precej, recimo, če obdelujete kakšen video, recimo najnovejši ti programi so 2-krat do 3-krat hitrejši pri zapisovanju, pri tem mletju tega. Ja, kar videl pri montaži teh oddaj. Tako da ni treba zmeraj kupiti novega računalnika, mogoče včasih že dosti, da posodobite programsko opremo. In pa to je ena taka veščina, ki smo jo pred 10 leti skoraj vsi, ki smo se z računalniki ukvarjali, obvladali, zdaj namečken izumira, ampak res priporočam, zato ker tudi na YouTubu je ogromno, praktično vse mogoče stvari so prikazane za vsak model računalnika, fotoaparata, koliko zamenjate disk, koliko nadgradite, splača se majčken. Ja, to je bilo recimo pri tej jogi, tvoj ThinkPad ima pač te razdelke, odpreš, odšraufaš, ni problema. Joga je malo drugačna, ta je v bistvu zalepljena, skoraj zalepljena, pač tole zadnjo stran se da nekako stran vzeti, ampak je potem treba sprednjo ploščo v bistvu stran, tipkovnico odlepiti, pa potem to ploščo stran vzeti, pa prideš potem spod, ampak se da potem to lepo tudi nazaj, pa to malo je treba paziti na tiste kontakte, pa to, kam grejo, ampak če lepo pogledaš navodila na YouTubu, tistih, ki so to že počeli, pa si malo previden, ni nobenega problema. Zato vem, da je ta veščina res majčken v izumiranju, ampak se splača, zato ker z majčken dela, pa še predvsem se veliko naučite o tem, kako te hiše delujejo, ampak z majčken dela, malo denarja in nekaj malega tako ročnega dela, pa seveda ždenja pred YouTubom, lahko iz številnih, nekoč dobrih starih naprav izvlečete ogromno.